Izkušnja, kot sem prav predstavil, je, jaz mislim, malo grenka, malo taka poučna. Jaz mislim, da probal sem pa biti kar se da realističen. Ne, se pravi, banke so tle eno vlogo odigrale, ki po moje ne bojo zelo na njo ponosne. To, kako so se v zadnjih 3, 5, 7 letih postopale, a ne? In jaz seveda, čisto sem svojo osebno izkušnjo Bisola predstavil in jaz mislim, da če govoriš po pravici, ti ne more biti naroden, a ne? Zdaj pa, kot sem pa tle rekel, nastavili smo ogledalo, zdaj pa, če komu ta slika ni všeč, je pa ni problem ogledala. Oprostite, da mi nekdo za odobritev kredita od 5 milijonov računa 30 tisoč evrov odobritvenih stroškov kredita ne gre. Jaz vam lahko zagotovim, za vsakim 1000 evrov, ki jih zaslužimo v firmi, pa bomo skoraj 100 milijonov pometa, vem, kako smo jih zaslužili in kako težko jih je zaslužiti. Banke so brez kakršnega koli posluha za specifike podjetja, branže, situacije, enostavno skrbele zgolj in samo zase, kako, jaz verjamem, da je bila tudi za njihovi strani situacija težka, kako preživeti, ne, ampak so si pa s tem svojim odnosom, ne, seveda žagali ravno to vejo, na kateri bi rade danes, da kakšni poganki iz nje nastanejo. In kot sem tudi spet le rekel, je dejstvo, da te, ki smo šli skozi to kalvarijo, bomo v bodočih razmerjih do bank bistveno bolj previdni ali pa drugačni. Zaradi izkušnje. Mi smo šli skozi eno kalvarijo, ko smo bili dokazano v svoji branži najboljši na svetu, v branži, ki je danes ena najkonkurenčnejših na svetu, pa smo trepetali kar nekaj časa, ali nas bojo banke potopile ali ne. Zatem, ker so nam seveda vsak mesec odtegovale kredite in jih ne obnavljale. Ne. In seveda, ker nekdo gre skozi to izkušnjo, potem je bolj previden. In bomo pač to našo rast bodočo na nekih bolj zmernejših nivojih upravili, bo pa bolj čvrsta in bolj mirno bomo spali. Pejte ven, razumite podjetja, ne samo govoriti o tem, razumite branžo, razumite, ne zgledati vse samo skozi bilance, a ne. Najemajte ljudi, ki so v gospodarstvu delali. Nekdo, ki celo življenje samo preklada bilance, je tako, kot sem spet tukaj rekel, kot profesor, ki je celo življenje samo profesor na fakulteti. Tak ne more biti dober profesor, tak ne more biti dober bančnik. In ko boste več takih ljudi imeli, se bo tudi mogoče notranja klima spremenila, razumevanje spremenilo in jaz mislim, da na končni fazi bo tudi to pozitivno vplivalo na vaše risk profile in tako naprej, ki jih imate. Ne boste zaradi tega bolj tvegano začeli poslovati, ampak manj tvegano, bolj uspešno.